Pozdravljeni obiskovalci goljufi Slovenije. Takole malo za intermeco vam snemam nekaj drugega, da ne boste vedno mene gledali. Tisti, ki ste malo bolj brihtni ali pa karkoli, boste že preštudirali, kje sem, kako delam. Ampak danes me je nekaj spodbudilo, da postavim še nekaj v goljufih Slovenije. Predvsem se mi zdi zelo zanimiva zadeva turistična taksa. Ne vem, če veste, ampak glavno v Sloveniji moramo plačevati turistično takso. Pa to ne govorimo samo v smislu, ko gremo v hotele, ampak v bistvu vsak, ki pri vas prenočuje doma, v vašem domu, pa naj se to bo mama, ki ne živi z vami, tašča, tast, kaki prijatelji, kaki drugi ljudje, ki pridejo pa prispijo pri vas v vaši hiši. Vsaj po zakonu, odloku ali kakorkoli bi temu rekli v Novem mestu, sem opazil, kjer je tudi podpisnik župan, da je turistična taksa 2 evra. In to pomeni, da tudi za vsakega, ki pri vas prespi, bi mogli odvesti in plačati turistično takso, sicer je neka kazen okrog 300 do 500 evrov ali pa celo več. Torej, če to ni fašizem, če to ni goljufija, ali jaz ne vem kaj je. Prvo, kar je, bi se tudi rad vprašal, kam gre ta denar od te turistične takse. Razumem, da jih zberaš v smislu turizma in tako naprej, predvsem za pospeševanje turizma je bilo prvo smišljeno. Medtem, ko turistično takso so uvedli predvsem mesta, ki imajo preveč turizma, zato da bi ga malo zmanjšali in da ljudje tam ne bi spali. Kao, če je temu kaj za verjeti. Kot recimo Amsterdam, primer, recimo je zelo dober primer. Pa zdaj razne plaže v Mehiki, celo Tajska zdaj že uvaja turistično takso. Ker ima kao preveč turizma, čeprav bi rekel, bomo vedeli, čas bo pokazal svoje. Ker jaz vidim pa pri nas v Novem mestu oziroma Sloveniji, mi v bistvu uvajamo turistično takso bolj zato, da ukrademo turiste oziroma da jih, bi rekel, odvrnemo od prihoda k nam. Torej bi rekel, kot da imamo toliko turistov, da dejansko ne bi radi, da še kaj pridejo. Če pa že smo pobrali to turistično takso in kar nekaj časa že podpiramo oziroma pobiramo v Sloveniji, v Novem mestu sploh, se sprašujem, kam in v kaj smo vložili ta denar, ki smo ga dobili od turistov. Mogoče v kakšne take objekte, ki jih gledate za mano, oziroma pred mano, kakorkoli že. Mogoče v naš prelepi vodnjak v Novem mestu. Ne vem, sprašujem se, ker če že je denar za pospeševanje turizma, kaj smo, bi rekel, na tem področju naredili. Imamo že kakšne razglednice slučajno Novega mesta. Zadnje sem jih še iskal, jih nisem videl nikjer. Nekoč sem jih jaz prodajal v papirusu naspod slona v Novem mestu. Ker se mi je zdelo res trapasto, da nimamo niti razglednic za turiste. Torej res se zanimam, kaj je tisto, kar lahko ljudje tudi odnesejo od tega mesta z nekim nasmehom in seveda, če že plačajo turistično takso. Torej, razmislite malo o tem, res me zanimajo kakšni komentarji, ker za moje pojme je to samo goljufija na višjem nivoju državnem, ki je dejansko uvedla neko takso in zraven zagrozila neke kazni, ki so precej visoke, če ne odvajate. In me tudi prav zanima, koliko od vas sploh ve, da bi rekel, bi mogli plačati turistično takso od vsake osebe, ki pri vas prespi, ne glede na to, iz kje je. Tako da hvala za ogled, seveda se dobrodošli ste, če se seveda subscribate oziroma naročite na kanal. In seveda ste tudi dobrodošli, da kaj pokomentirate. In seveda me zanima ta
vaše mnenje o turistični taksi. Pa en lep pozdrav iz kjerkoli že sem. Tisti malo modrejši že veste, drugi pa good luck and I love you, ljubim vas vse, God Franci.